Danes je bila kar pomembna seja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Katere sklepe ste sprejeli? Seja je bila res pomembna, ne gre samo za sklepe, ki smo jih prijeli, ampak gre tudi za druge zadeve. Kar zadeva sklepov, je za naše upokojence najbolj pomemben sklep, ker ga bodo kmalu lahko realizirali, da bodo že 28. tega meseca lahko dvignili pokojnine na bančnih računih ali jim jih bo poštar prenesel. To vsekakor je vzpodbudna vest za našo upokojeno generacijo. Druga pomembna zadeva, ki smo jo obravnavali, pa se tiče programa dela za leto 2013 in 2014, seveda, in tretja pomembna zadeva je finančni načrt te pokojninske blagajne za leto 2013 in 2014. Če najprej povem za finančni načrt, lahko povem, veselo bom rekla in spodbudno novico, da smo uspeli kljub težkim razmeram in krizi, s katero se soočamo, uravnovesiti prihodke in odhodke. Za leto 2013 znašajo prihodki in odhodki na ravni 4 milijarde 916 milijonov evrov, pa še nekaj centov, za leto 2014 pa na ravni 4 milijarde 955 milijonov in še nekaj centov. Program dela za te omenjene leti pa seveda in kadrovski načrt je pred velikim izzivom. Vsi veste, da je in bo stopila v nekaj dneh v veljavo nova pokojninska reforma. Žal, tudi tokrat zavod ni deležen tega, da bi se lahko tako naši, bom rekla, delavci, kot tudi, bom rekla, zavarovanci in delodajalci imeli možnost v nekem razumnem roku seznaniti z vsemi novostmi. Ergo, pred našo službo je velik izziv in zato prosim našo javnost, tako zavarovance, delodajalce, da so malo potrpežljivi z temi ljudmi, ki jih čaka zelo, zelo veliko dela, odgovornega in zelo zahtevnega. To pomeni, gre za tehnične zadeve? Ne samo za tehnične, ne gre samo za tehnične. Mi moramo seveda tudi našo informacijsko tehnologijo prilagoditi. To že poteka, ampak treba se je, dragi moji, seznaniti z rešitvami. 431 členov ima novi SPIZ-2, pogoji se zaostrujejo. V določenih primerih bo treba upoštevati še stari ZPIZ-1, v določenih primerih novi SPIZ-1. Še zlasti, ko bomo morali delati izračune, da se bodo lahko nekateri seveda zavarovanci odločali, ali bodo delali še naprej, ali se bodo upokojili po sedanjem, bom rekla, SPIZ-1, ne samo tisti, ki izpolnjujejo pogoje letos, ker smo tudi določenim kategorijam omogočili, to so invalidi, to so brezposelni, pod milejšimi pogoji po sedanjem SPIZ-1. Lahko rečem, da gre za velik izziv in seveda pa odločbe, ki se tičejo, bom rekla, pravic iz pokojninskega, zlasti pravice do pokojnine, so dolgoročne, moji dragi in spoštovani ljudje. Zato razumete, da mora biti odločitev kakovostna. Torej, spremembe so kar precejšnje. Seveda. Nekaj je bilo govora v neki spremembi, da se bodo sedaj tisti, ki se bodo upokojevali, dobivali akontacije pokojnine. Ja, poglejte, zakaj akontacije? Jaz moram povedati, da tudi po novem SPIZ-2, čeprav gre za drugačen sistem izračunavanja pokojninske osnove, še vedno imamo valorizacijske količnike. Model je drugačen, kot je bil doslej. In seveda, dokler minister za delo teh količnikov ne bo objavil, ne morem jaz nekomu dokončno odmeriti višine pokojnine. Zato bo prejel akontacijo, zato smo tudi apelirali, da minister za delo predpis podzakonski akt v skladu z zakonom čim prej izda v letu 2014. Slišati je bilo tudi kar nekaj pohval, kar se tiče poslovanja kapitalskega sklada in pa samega zavoda SPIZ. Ja, moram povedati, da
niso utemeljene kritike nekaterih, ki pravijo, da se organi zavoda in vodstvo zavoda ne ukvarja z poslanstvom kapitalskega sklada in z poslovanjem kapitalskega sklada. To ni res. Ravno dejstvo, da smo uvrstili ponovno na sejo našega organa upravljanja poslovanje KAD-a, kaže, da nam ni vseeno, kako se bo v prihodnje poslanstvo KAD-a uresničevalo. Soočali smo se z vsemi številkami pomembnimi za, bom rekla, to poslanstvo in seveda smo se tudi odločali o tem, da bo treba že v letu 2013 seveda širše povesti razpravo o tem, kako in kaj z poslanstvom tega KAD-a, kajti novi SPIZ-2 je prinesel novi vir za, bom rekla, zagotavljanje stabilnosti pokojninske blagajne, to je demografski rezervni sklad. In seveda v 2 letih bo morala ta država Slovenije, njeni organi sprejeti zakon in povedati, kakšne vire bomo zagotovili za ta demografski sklad in seveda, kaj bo tudi s kapitalskim skladom in njegovim poslanstvom. Še eno vprašanje, ki se ne veže čisto na to današnjo sejo. Ali bodo upokojenci, ki jim je bila zmanjšana pokojnina pred nedavnim, sedaj po novem zakonu dobili to pokojnino oziroma to razliko pokojnine nazaj? Kako je sedaj s tem? Ja, ne veste, lejte, treba je vedeti, da je parlament skratka sprejel novelo zakona o ZUJF-u, ki seveda rešuje samo tistih cirka 8.000 bivših zavarovancev ali sedaj upokojencev, ki so delali na območju nekdanjih republik SFRJ, ki jim je bila na podlagi 143. člena tudi zmanjšana pokojnina pod, bom rekla, okriljem tako imenovane valorizacije pokojnin. To se pravi, ti naj bi v prihodnje, ampak od 1.1.2013 dalje, dobili na novo odmerjeno pokojnino s tem, da se, bom rekla, ne upošteva tisto zmanjšanje, ki je bilo storjeno z junijem naprej. Na seji smo se tudi odločili, seveda to terja tudi naša veljavna pravna ureditev, da pravočasno razpišemo mesto generalnega direktorja tega zavoda, kajti sedanjemu generalnemu direktorju 11. aprila poteče mandat, smo imenovali posebno razpisno komisijo in seveda določili vse postopke, ki bodo potrebni, da bo generalni direktor s strani sveta zavoda imenovan. K njegovemu imenovanju seveda pa v skladu z zakonodajo mora podati soglasje vlada. Torej, upamo, da bo vse potekalo v redu, da bo lahko novi generalni direktor, kdorkoli že bo, seveda nastopil svoj mandat 12. aprila 2013.